Pot modrosti. Mnogi ljudje sovražijo Boga zaradi religije. Povezuje ga z vso navlako, ki so jo videli v cerkvi, in so zato zavrgli tudi Boga. Mnogi so obupali nad Bogom zaradi napačne slike Boga, ki so jo dobili od ljudi, ki so govorili, da verujejo Boga. Zato mnogi zavračajo Boga zaradi napačne predstave o Bogu in ne Boga samega. Na žalost je cena za človeštvo velika, ko nimamo prave slike o Bogu, njegovih načrtih, saj smo s tem izgubili globok občutek sprejetosti, ljubljenosti in vrednosti. Kljub velikemu napredku razvoja človeštva, vse več ljudi trpi zaradi nizke samopodobe ali čustvenih ran. Vse bolj postajamo sebični oziroma egocentrični. Ni težko preživeti veliko časa samo v pomiljovanju in razmišljanju o lastnih potrebah. To pa je način, pot, ki nas ne pelje naprej v napredek in razvoj družbe. V bistvu nas vodi v napačno smer. To ni pot modrosti, ampak pot samouničenja. Ali smo pripravljeni tvegati in postaviti v središče svojega življenja Boga? Vem, da je to težko, še posebej, če imamo napačno sliko o njem. Je korak ponižnosti, ko se soočamo s svojo egocentričnostjo, da bi dovolili nekomu drugemu, da je v centru našega življenja. Ko se odločimo postaviti Boga na prvo mesto v svojem življenju, lahko prekinemo z vzorci napačne predstave o Bogu, manipulacije, samouničenju, strahov in vsem, ki nas zastrupljajo. V bistvu bomo stopili na pot modrosti, ki ne prihaja od človeka, ampak Boga. Poglejmo, kaj Bog govori o modrosti. Pokazal sem ti pot modrosti, te vodil po pravih stezah. Ko boš hodil, tvoj korak ne bo utesnjen, ko boš hitel, se ne boš spotaknil. Drži se vzgoje, nikar je ne zapuščaj, hrani jo, saj je tvoje življenje. Bog nam ponuja svojo modrost, ki nas bo vodila po stezah življenja, da ne bomo utesnjeni, se ne bomo spotaknili. Cena modrosti je, da se damo od nje učiti, vzgajati, saj nam to prinaša življenje. Sveto pismo povezuje Božjo modrost tudi z Božjim strahom. Pravzaprav je strah Gospodov začetek modrosti in znanja, pravi Bog. Strah Gospodov je začetek znanja. Modrost in vzgojo zaničujejo bedaki. Človek, ki zavrača vzgojo, zavrača znanje in modrost. Pot modrosti, ki jo daje Bog, se začne s strahom Gospodovim. Kaj je bistvo strah Gospodov? Mnogi imajo napačno predstavo o strahu Gospodovem. Dovolimo Bogu, da spremeni vsako napačno sliko v nas o strahu Gospodovem. Gospodov strah ni mišljen kot nekakšen svet izgled našega obraza.
Niti ne pomeni nekega drhtečega glasu pred Bogom, ko molimo. Ni viden v nekem načinu oblačenja ali številu vseh pravil, ki jih izpolnjujemo. Imeti Gospodov strah pomeni ljubiti Boga tako močno, da sovražimo vse, kar sovraži On. Kaj sovraži Bog? Sovraži vse tisto, kar uničuje človeško življenje. To se ne zgodi iz neke religiozne nevroze, niti ni odsev določene kulture. Pride, ko imamo pravo sliko o Bogu, spoznanje, njegovo bližino, spoznanje njegovih lastnosti. Ne pride v naše življenje po naključju. Naseli se v nas, ko se odločimo, da želimo spoznavati Božjo modrost, Božji strah. Sin moj, če sprejemaš moje izreke in hraniš pri sebi moje zapovedi, tako da tvoje uho posluša modrost, da nagibaš svoje srce k razumnosti, da če kličeš razsodnost, daješ svoj glas razumnosti. Če jo iščeš kakor srebro, jo odkopavaš kakor zaklade, tedaj boš razumel strah Gospodu in boš dosegel spoznanje Boga. Pride, ko si Bog, njegove besede, nauk, znanje, modrost postavimo kot najvišjo prioriteto. Pride, ko se zavedamo, da je to največji zaklad v našem življenju. Pot modrosti ni cenena. Je potrebno plačati ceno, kot za vsako dobro ali kvalitetno stvar v življenju. V Gospodovem strahu je trdno zaupanje v njegovo besedo, v njegove obljube, ki jih je dal. Bog z nami ne manipulira. To je naš problem, grešnega človeštva, ki smo pod vplivom mnogih strahov in grešnih nagnjenj. Če se spomnimo 10 Božjih zapovedi, ali sploh razumemo, zakaj so nam dane? V prvi vrsti, da imamo znanje, kako naj živimo, naj smo modri in delamo prave odločitve. Na nek način se vseh 10 zapovedi posredno ali neposredno ukvarja z odnosi v naši notranjosti. Saj se vse nanašajo na izkazovanje primernega spoštovanja. Pozivajo nas, da naj spoštujemo Boga in vse njegove stvari, ki so svete, popolne, dobre. Kar se tiče človeštva, zapovedi do nas zahtevajo, da spoštujemo starše, življenje, zvestobo, tujo lastnino, ugled drugih in samega sebe. Da se upiramo z Božjo pomočjo vsem uničujočim nazorom našega srca. V bistvu so 4 od 10 zapovedi osredotočene na spoštovanje Boga in ostalih 6 na spoštovanje sočloveka. Tukaj se zaustavimo in si postavimo vprašanje, kakšna je moja slika o Bogu? A vse moje prepričanje temelji na izkušnjah ljudi, razočaranju v cerkvi ali kakšnem svojem osebnem razočaranju? Ali vso znanje, modrost črpam samo na temelju človeškega znanja? Kakšno mesto ima v mojem življenju Božja modrost in strah Gospoda? To pridigo sem naslovil
pot modrosti. Lahko bi naslovil tudi izgubljena modrost. Človeštvo danes na mnogih mestih polaga vso upanje in rešitev v samemu sebi. V naših življenjih ni več prostora za Božjo modrost, njegovo besedo. Upam, da sem vam uspel vsaj malo prikazati pravo sliko o Bogu, da je on na prvem mestu Bog, ki nas želi voditi s svojo modrostjo, da bi nam bilo v življenju najlepše, polno in neutesnjeno, trdno, brez velikih padcev, izpolnjeno v spoštovanju drug do drugega in Boga, kateremu pripada vsa slava. Za konec še ena vrsta iz Svetega pisma, iz knjige Pregovorov. Sin moj, pazi na mojo modrost, nagni svoje uho k moji razumnosti, da boš skrbel za preudarnost in bodo tvoje ustnice ohranjale spoznanje. Amen.